In prehajamo na 7. točko, seznanitev občinskega sveta s potekom gradnje nove osnovne šole Frana Albrehta. Seznanitev ste članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti, predlagatelj župan, poročevalca pa Katarina Vegelj in pa Bogdan Pogačar. Bogdan, izvoli beseda. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala vam, župan, za besedo. Zadnjič je bil poročilo o seznanitvi s potekom gradnje osnovne šole Frana Albrehta pred vami oktobra, tako da ga umeščamo na to občinsko sejo, sicer kot naknadno je bilo uvrščeno, ampak ne glede na to je bilo poročilo predstavljeno tudi na odboru za družbene dejavnosti, tako da poročilo vsebuje seznanitev s potekom gradnje, se pravi aktualne zadeve, finančno realizacijo projekta do zadnje izdane situacije, se pravi do januarske situacije, seznanitev s prihajajočimi aktivnostmi na projektu in pa s problematiko. Zdaj, pogledali si bomo najprej lamelo A, to je lamela ob športni dvorani, to je lamela, ki je v bistvu tudi najmanj narejena, no, kjer so bili zaostanki ali pa kjer je izvajalec v lanskem letu najbolj kasnil in je od, lahko rečemo, od avgusta naprej pa pospešeno pristopil k izgradnji tudi te lamele. Moramo vedeti pač, da je na tem projektu se pravi več tudi glavnih, se pravi partnerskih izvajalcev in ta objekt je bil očitno razdeljen tudi po lamelah in pa po, se pravi, gradbenih in vrtniških delih in tisti del, ki je padel pod kolektor, je do avgusta majčkeno šepal očitno. Od avgusta naprej je kolektor zagotovil dodatnega vodjo del, ki je pač k tem pristopil čisto drugače, kot so to delali prej in zdaj se to kar dosti premika, no. V lameli A so se, ali pa se izdeluje v tem obdobju estrihi v pritličju, izdelava mavčno-kartonskih predelnih sten, izvedba slikoperskarskih del, strojno-instalacijska in elektroinstalacijska dela, to so še glavne instalacije, montažna dela akustičnih oblog in pa stavbnega pohištva notranjega in pa ključavničarska dela. Tukaj sem vam predstavil, se pravi, zgrajena je že toplotna postaja v pritličju, to jo vidite tukaj. Zraven je prostor, se pravi, elektro in pa komunikacijska soba. Tukaj je pa v bistvu bodoča jedilnica, tukaj so mavčno-kartonske stene, tukaj vidimo delavca, ki še v bistvu gradbena dela, estrihi so narejeni, tako da tale del je v bistvu najmanj narejen, no. Tukaj se zdaj pospešeno delajo tam, ki so v bistvu zaostajali. Se pravi, ta kotlovnica gre pa v bistvu čez tele vrata, na te strani pa bo že v bistvu takole narejeno, že kar dosti vidimo tle ploščice položene, omarce so to v bistvu že kar na fertik narejen. Potem gremo pa lahko še v drugo in pa prvo nadstropje, to pa približno izgleda takole, se pravi, so že ena učilnica, vidimo, da so že kanali narejeni, da so že zvočniki, se pravi, že kar dosti popleskano, pobrušeno, se pravi, manjka še montaža, poden manjka, ne. Tule vidimo, to je v bistvu izvajalce celo šolo v bistvu gumiral, se pravi, da ni treba spodaj zaradi zvočne izolacije polagati v bistvu tiste pene, da je celo šolo gumiral in na to se polagajo tlaki. Tako da to je učilnica, tole je izgled hodnika v enem in druge, se pravi, to je drugo nadstropje, to je pa prvo nadstropje. Vidimo, strojne instalacije so narejene, se pravi, prezračevanje in te zadeve, tako da tukaj pride še montažna dela, elektroinstalacije in pa bolj tiste stropne mreže, ne. To je na lameli A, na lameli B, to je klena konstrukcija, ki povezuje, se pravi, lamelo A in lamelo C. Tukaj bo v spodnjem delu bo prehod, bo avla, bo prehod iz glavnega vhoda na atrij in pa bolj sem na parkirišče. V tem delu so se v tem obdobju izvajala montažna dela stavbnega pohištva, bomo v nadaljevanju videli v bistvu take alu-steklene predelne stene, izvajanje strojno-instalacijskih del in elektrodel, polaganje keramike velikega formata, bom tudi v nadaljevanju pokazal, v bistvu dosti dobra zadeva zgleda,
takrat veste, da smo vas seznanili, da smo se odločali med tem, da bi to keramiko zamenjali s teracom in je v izgledu teraca. 120 na 120 je format in v redu izgleda, čist majhne fuge so, tako da to v redu izgleda. Amfiteatralne stopnice, to so tele tle, boste v nadaljevanju videli še malo bolj podrobno, in pa montažna dela, se pravi strojnih in pa elektroinstalacij. Zdaj, če si pobliže pogledamo, se pravi, podobno kot v lameli A, tudi v tej lameli izgled učilnic v drugem nadstropju podoben, se pravi lesen strop in obdelane stene. Tudi tukaj manjkajo v bistvu še tlaki, se pravi poden, drugače pa že izdelane v bistvu izgled učilnice. Tukaj vidimo, da že opremo v bistvu montirajo. Tole so v bistvu to, ki sem vam prej rekel, se pravi notranjo pohištvo, se pravi steklene predelne stene. To je v prvem nadstropju, to bo bodoča knjižnica. In to je v bistvu do znotraj knjižnica, se pravi, to je po hodniku in vstop v knjižnico, to znotraj bo pa takole v bistvu kar dosti prostorno. Tukaj bo pult, potem bojo pa takole vzdolžno dol pa police. To je na tem delu. Potem to je pa hodnik v drugem nadstropju, to so pa upravni prostori, so na tej strani. Na tej strani so pa učilnice podobne kot v tisto, ki ste prej videli, v bistvu v lameli A, pa prej sem pokazal tudi lameli B. Tukaj so učilnice, tukaj so pa upravni prostori. Tole so pa te amfiteatralne stopnice, ki v bistvu iz pritličja vodijo v prvo nadstropje, tukaj smo rekli, tukaj je vhod v avlo, tukaj gor bo pa ta knjižnica. Tukaj, če se podrobno pogledate, se pravi, tole je keramika, to, ki bo očiščen, zdaj je to prašno, ampak že zdaj dosti dobro zgledano. Potem imamo pa lamelo C, to je pa lamela, ki je v bistvu najbolj zgrajena, boste videli, in tukaj se pa strojinstalacijska dela v bistvu izvajajo in elektroinstalacijska dela izvajajo v bistvu samo še fina montaža. Montaža stropnih mrež, slikopeskarska dela, pa polaganje parketa in linoleja. Zdaj linolej je v spodnjem, v prvi triadi, v drugi triadi, ki je, se pravi, v prvem nadstropju, je pa parket v učilnicah, boste videli pol. Takole bo izgledal v celameli, se pravi, iz parkirišč v celamelo ta vhodni portal. Mene je zanimiv v bistvu, kaj tale kamen podoben, kot na stari šoli, ne. Tukaj je v bistvu arhitekt malo prenesel v bistvu tega duha stare šole v novo. Potem imamo tukaj, vidite, izgled hodnika. Levo so učilnice, desno so v bistvu te skupni prostori, če se spomnite, da bojo imeli v bistvu tele stene, se bojo naj bi odprle, kolikokrat se bo to odprlo, ne vem, ampak to smo vsi v bistvu malo bili skeptični, ampak v bistvu ta prehod je, da se to odpre in da se tukaj v bistvu malo bolj za prosti čas, tukaj pa v bistvu za učenje. Učilnice so tam do 60 kvadratov, tako da je zadeva v redu. Za pogled, tukaj vidimo, da je to že kar dosti dobro opremljen, so luči, stropne mreže, tele ure, tukaj vidimo že senzorje, tukaj za izhod v sili v bistvu označen. Ta lamela je že v spodnjem delu, se pravičujem, kar dovolj izdelana. Manjkajo v bistvu podni tlaki. To je lamela C, se pravi prvo nadstropje. Je v bistvu polaganje parketa, treba še zbrusati, polakirati, ampak v bistvu to so celo nadstropje so položili v bistvu zdaj v enem tednu in učilnice in kabineti v bistvu, ki so pa nasprot učilnic, bojo v bistvu izvedeni tako. Finančna realizacija se pravi januarska situacija, ne znam, mi če govorimo januarska situacija, se pravi je bila izdana februarja, izdanih je bilo 27 začasnih situacij, v skupni vrednosti od izvajalca je zdaj 11 milijonov približno, to je z DDV, tako da takšna je finančna realizacija. Zaenkrat se v bistvu so podražitve še vedno v okviru tega, kar smo napovedali oktobra, jaz mislim, da bo še nižje, glede na zdaj, da se te zadeve majčkeno so umirile. Naslednji izzivi, se pravi uspešna izvedba razpisa za notranjo opremo, razpis je trenutno objavljen,
do ponedeljka so bila aktualna, se pravi postavljanje vprašanj. Prejeli smo 7 vprašanj, nič posebnega, tako da zaenkrat v bistvu ni nič, tako da bi bilo z dokumentacijo, ki je bila objavljena, kaj hudo narobe ali pa da bi ponudnike kaj dosti motili, tako da te zadeve tečejo, se pravi pri notranji opremi je bil možnost tudi, se pravi, ogleda šole, tako da če je kakšen ponudnik ali pa si želi ogledati v bistvu prostore, v katerih bo ponudil, mu tudi to omogočamo pa v naprejšnji najavi. Načrt koordinacije opremljanja nove šole po sklopih, to pomeni, da bo izvajalec, se pravi del, gradbenih del omogočil temu, ki bo v bistvu montažna dela izvajal za opremo, da mu bo omogočil po sklopih, se pravi, tam, ki ima največ narejen lamelo C, prej montirati, kakor pol B pa na koncu A. To bo treba v bistvu k temu pristopiti. Izvedba zaključka gradne šole s pričetkom pouka 1.9. to še vedno ostaja. Z izvajalcem smo tudi prejšnji teden opravili v bistvu sestanek z vodstvom izvajalca in tudi oni se zavedajo, da je to datum, katerega morajo jeti tako iz pridobitvijo v uporabnega dovoljenja kot vse ostalo. Se pravi, ne da bo šola zaključena, do takrat mora imeti uporabno dovoljenje in preselitev pouka, ker pa tudi šola zahteva svoj čas, da preseli v bistvu pouk iz stare v novo šolo. Priprava časovnice rušitve stare šole, ne, in kako bomo v bistvu opremo, ki je v stari šoli, na kakšen način se bo spraznila stara šola, ker nekaj opreme še kar, rekel tako, v solidnem stanju. In pa priprava finančnega časovnega načrta za nadaljevanje izvajanja del na območju K9 šole, to pa pomeni zunanje športne površine in pa športna dvorana in parkirišča. To so tiste zadeve, ki bojo po izgradnji te šole najbolj, bo najprej k temu treba pristopiti, eno od teh 3 zadev. Mislim pa, da kar se tiče koordinacije pa načrtovanja vse naenkrat, potem pa izvedbo pa po eno za drugo. Tako da naslednjo seznanitev pričakujem, da bomo imeli pa pač na majski seji. Hvala. Hvala, Bogdan. Odpiram razpravo delovna telesa oziroma svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Hvala Bogdanu za izčrpno obrazložitev. Mislim, da je tudi odgovor na to, kar verjetno vsak od nas, ki se ali dnevno ali kdaj peljem hale, v bistvu pogled na to lamelo, ki smo danes vedeli, da najbolj se zamuja z deli, je bil praktično celo zimo podoben, in zato se mi je zdelo smiselno, da se seznanimo, kako se stvari premikajo, ker tudi verjetno je bil vsak od nas že tudi kakšnega občanka ali od občana vprašan, kaj se šolo sploh dogaja, a sploh bo 1. septembra in tako naprej, tako da danes smo dobili vse te odgovore, tako da še enkrat hvala. Hvala. Še kdo? Ne? Potem zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani s potekom gradnje nove osnovne šole Frana Albrehta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. In točka zaključena, s tem pa tudi današnja seja. Hvala za navzočnost in pa naj vas sam izkoristim to priliko, pa vas povabim na praznovanja, ki jih bomo izvedeli v tem mesecu marcu in pa potem v začetku aprila v sklopu našega občinskega praznika, ki ga praznujemo na osrednji proslavi s podelitvijo priznanj. To bo 27. marca v Domu kulture ob 18. in pa ob 17. polaganje cvetja k spomeniku. Poleg tega čestitke vsem mučenikom in pa v petek imate naše dame praznik, torej 8. marca. Hvala za vse, kar delate za svoje domove, torej dame in gospe in dekleta. Hvala za vsa velika in majhna dela, ki jih delate za svoje domače in pa predvsem tudi hvala za vse, kar delate za naše občanke in občane. Hvala, lep popoldne želim pa se vidimo.